And who taught them this? Who was this dazzling individual, their tutor, the oracle of the house, the teacher of metaphysical, theological cosmologicology? Dr. Pangloss. Let us review lesson 11. Paragraph 2 and 6 of 7 Was once this is the rest of all possible world. One fact that this is the best of all possible world. One fact that this is the best of all possible worlds. One fact that this is the best of all possible worlds. Traitors see fly, pigeons and camels. Pigeons they fly. Camels are mammals. This is the reason for everything under the sun. There is a season for everything under the sun. Objection! What about snakes? Snakes? The snake that led the body, because of snake we now believe the duty predict and defect of heaven and the nation. Because of snake's temptation. If snakes had not seduced the Lord and brought us for salvation, Jehovah could not pardon on the sins that we call cardinal in dandy bolt and battle. Now to have is done. Mankind is one, all men are brothers. As you have done, do unto others. This is the reason for everything under the sun. Also, the duty is best of all possible worlds. Jackson, what about war? War? The messing a bloody curse, it is a blazing in rivers, the cannon robot, richer bomb, the dangers are united. Then every rock is righted. Philosophers make evident the point of society. This one is equal as it were, the noble and the common, the small improves relation. Now the conjugations. Amor, amas, amat, amamos. Amor, amas, amat, amamos. That this is the best of all possible world. Both love and kisses, the best of all possible worlds. What terra demonstrati, What terra demonstrati, what terra demonstrati. amamos, What terra demonstrati, in this best of all possible worlds. What terra demonstrati. Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Ljudje zahajamo v opero, ker ljubimo glasbo, ker potrebujemo nekaj ur umetniškega užitka in dobrega razvedrila. Pravkar smo si ogledali zabavni utrinek iz opere Candide angleškega avtorja Bernsteina. Koliko za nas naredijo in kako v resnici živijo ustvarjalci opere, glasbeni umetniki na odru, nam je pogosto manj znano. Gledalcem v dvorani je ponavadi prikrita človeška in čustvena stran njihovega poklica. Zato bomo v naslednjih minutah spoznavali življenje in delo umetnika, dolgoletnega člana Slovenskega narodnega gledališča Maribor, baritonista Emila Baronika. Gospod Baronik, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ko ste si sedaj ogledali posnetek iz opere Candide, kjer ste igrali vlogo učitelja, zabavno vlogo, kaj pravzaprav najprej pogledate, na kaj ste umetniki najbolj pozorni, ko gledate posnetke svojih nastopov? Ja, jaz bi tu malo ne korigiral, ampak malo bi povedal moje mnenje o tem. Jaz zelo rad ne gledam svojih nastopov. Raj jih poslušam, gledam pa sploh, pa niti poslušam ne toliko. No, tako da, če pogledam tale Candide ravno, ne, to brez na komične vloge, 3 vloge so v tem bile, Martin, Pangloss in še ena vloga, obe sta kar precej zajetne in bi rekel, da v teh vlogah, ko gledam, mislim, odkrito moram povedati, se ne počutim dobro nikoli, ko gledam svoje posnetke. Vedno mislim, da bi bilo kaj boljše, preveč kritično gledam verjetno svoje posnetke, ne. Tako da, rad jih pogledam, ampak jih takoj dam proč. Verjetno smo vsi takšni, ko poslušamo sami sebe ali gledamo Ja, možno, na ja. nastopih.
Na čem sloni pevčevo delo? Pevčevo delo sloni predvsem, bi rekel, na talentu, ki ga moraš imeti v osnovi, ne. To je glas sam. Jaz pač rečem vedno, glas ti da Bog, jaz verjamem v to in seveda pol treba ta glas piliti, ne. To je treba pol pri privatnih pedagogih dobrih, če imaš srečo, normalno v tisti redni šoli glasbeni, ki jo narediš in to vse. In pol pa, če imaš srečo, da narediš avdicijo v kakšnem gledališču, da si sprejet in tam se pravzaprav začne komaj piliti tvoj glas, tvoj talent z vlogami in tako dalje. Torej, talent, izobrazba in nenehna vaja, ne? Tako. Koliko talenta in koliko dela je treba pevcu? Je mogoče z ne dovolj naravnega talenta postati pevec, kot ste vi? Ja, če bi jaz zdaj na to govoril konkretno, točno, srž bistva, bi mogoče koga užalil, tako da ne bom rekel, da ne bo izpadla hvala moja sama, hvala za sebe. Tu bi dejal tako, jaz sem srečal dosti pevcev, ki so naredili vse šole, tudi akademijo, vse, še privat študirali marsikje, ampak niso nikjer bili sprejeti noben angažma. Se pravi, da je njihova kvaliteta bila premala, kljub temu, ne. Pol pač takšni pevci grejo poučevat, v glavne na osnovne šole, ali pa če ima srednjo šolo, mislim, če ima v srednji glasbeni šoli srečo, tam počuje, ali pa na akademiji, ampak to je vse ozek krog, ki jih profesorov ni dosti, šol ni, v Mariboru, v Sloveniji dosti, tako da tisti pevec si pač mora iskati nekje obstransko svojo šolo odpre ali kaj takšnega, ne. Čeprav so imeli druge misli in želje, vendar niso mogli prodreti. Tako. Tudi, recimo, za angažma je tudi, bi lahko rekel, malo sreče, tudi moraš malo sreče imeti, da dobiš, ampak predvsem pa znanje pa kakovost, kvaliteta mora biti, ne. To mora biti za angažma. V Operni hiši Štajerske metropole ste angažirani že od leta 1962, torej že kakšnih 54 let. Od takrat ste ustvarili čez 120 likov železnega opernega repertoarja, v katerih prednjačijo osrednje vloge v številnih predstavah. Med njimi je tudi Seviljski brivec, kaj ne? Ja, to ste prav povedal. Seviljski brivec je moja prva predstava, v kateri sem nastopil v glavni vlogi. To je bilo tam nekje 67. leta. Takrat je bil direktor moj umetniški vodja Jakov Cipci, ki je že seveda pokojen. In pri njemu sem tudi ta avdicijo naredil za Seviljskega brivca, arijo samo, ki je izredno težka, ena od najtežjih baritonskih arij je arija Figara v Rossinijevem Seviljskem brivcu. In jaz sem mu to odpel in rekel, ja, to bi pa midva, mlad sem bil, perspektiven, rekel, to bi pa midva delala. In sem z njim delal tako, da mi je dal tudi vse muzikalne, z orkestrom sem imenoval in tako, da čez kak mesec, pa 2 meseca, ko sem imel vse to naštudirano, sem prišel na plan in na tapeto ene popoldanske predstave, ker takrat smo imeli zelo dosti popoldanskih predstav za mladino tudi, ne. In ena taka popoldanska predstava je bil Seviljski brivec in takrat je Cipci rekel, zdaj pa gremo. Tisto je bila moja avdicija za vstop v soliste, ker prej sem bil 3 leta v zboru z malimi vlogami, ne. Tole veliko vlogo sem pa zdaj prvi. In takrat sem Seviljskega brivca pel v različnih postavitvah, režijah, najmanj 5, 6 predstav pa je bilo preko 200 verjetno. Tudi koncertno sem to arijo pel, ker je zelo efektna, jo bomo bolj slišali sigurno, ne. Od česa je odvisno število predstav in vaš angažma? Vi ste namreč svojo pevsko kondicijo in igralski potencial potrdili z izjemnim številom predstav. Več kot 4000 nastopov je bilo v vaši dosedanji pevski karieri. Ja, ta številka je že malo zastarela, ker ta je bila napisana pred 14-15 leti.
da bo zdaj kar precej, ampak ni take bistvene razlike. Mislim, da do takih predstav prideš, toliko predstav prideš lahko tako, ker mi, to moram omeniti, prej je bilo bil v Mariboru staro gledališče, ne? Bilo 350 sedežev in če smo hoteli recimo eno predstavo odigrati, smo mogli odigrati vsako predstavo okrog 30-krat. Zdaj, v novem gledališču, ko gre skoraj 1000, zajame 3 tiste predstave, se pravi 10 v novem gledališču, tam 30 predstav. In glede tega se je nabralo tako številko, taka velika dolga številka, ki tu pravite, ne, čez 4000 predstav. Ne. Sedaj bomo slišali arijo Figaro iz Seviljskega brivca. Kdaj je bila posneta, kdaj je nastal ta posnetek? Ta posnetek je nastal, meni se zdi, nekje, približno bom rekel, nekje 69. 70. leta. To pa dirigira Vladimir Koblar, ki je takrat prevzel vodstvo umetniške vodje po Jakovu Cipcevu. Vladimir Koblar je bil izreden dirigent in velik umetnik in s tem smo snemali arije in pol tudi kompletne predstave, tonsko, takrat še ni bilo televizija tako aktualna. Kamere pa sploh ne vem, če sploh kdo takrat imel leta 69, razne kakve res televizija, amaterskih kamer skoraj ni bilo. Kakor bi trenil je okročeno, in ojeno more želja, zdrave vestilje, pismi prepivam, nakar odmeva na kraje sveta. La 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 la. Britice, igrice, brušene škarnice in tako dalje vse le sveta. Britice, igrice, brušene škarnice in tako dalje vse le sveta. Pisemca rožna skrivno lansira ljubljeni dami od kavalirja, ljubljeni dami, la 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 lehra, od kavalirja, la 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 la. Moj ser cosmetica in farmacia, vraga na brie, sredi pekla. Sia Messilio, sia Merlineo, sagli plici, milani grafici, tega resiraj, tega frisiraj, tega fruttiraj, tega fruttiraj, siva Messilio, siva Merlineo, siva Messilio, siva Merlineo, sagli plici, milani grafici, seno vesela usti. E Figaro, premet, li
carte aussi naïgra, oh, vas-y-t'au, le potrepite, où c'est beau, je prends. Figaro, c'est tant, et Figaro, c'est tout, Figaro tant, Figaro tout, Figaro tant, Figaro tout, Figaro sem, Figaro tiens, Figaro sem, Figaro tiens, si va Versilia, si va Berlina, il y a tout un monde, Figaro c'est ta. Bravo Figaro, bravo bravissimo, sai che Corponi che ne sa, da con ne sa, la 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 la, sai che Corponi che ne sa, da con ne sa, poi si fa cotto, diga si fa, poi si fa cotto, diga si fa, diga se fa, diga se fa, diga se fa. Čez 50 let ste angažirani na odrih. Kateri je bistveni pogoj za dolgotrajno kariero? Ja, bistveni pogoj za dolgotrajno kariero je, da imaš vzdržljive glasilke, ki jih moraš imeti od začetka. Drugo je pravilna tehnika. Pravilno moraš znati peti. Dosti pevcev, zelo malo pevcev zdrži. Tu pa moram se malo pohvaliti, takšno dobo, ker jim prej glasovi grejo, ali odstopijo, ali jim grejo živci. To je zelo živčno delo, naporno. To je, vsake nastop je velik stres, ne, kot vemo. In samo vladanje, ne, kontrola, čim manj povnočevanja, kajenja. Disciplina, kajenja. Čeravno jaz sem dolgo let tudi kadil, ne, moram reči, ampak hvala Bogu mi ni škodilo, ne. Pa sem pa normalno počasi zmanjšal in nehal. Tako da v glavnem samo disciplina pri pevcu je zelo važna, ne. In da občuti mir. Mir, ko gre na oder, takrat ga ne sme nič obremenjevati, nobene okoliščine, karkoli so se dogajale tisti dan. Da rečemo po domače, da ne vlačiš staro na oder. Torej, bistveno, kot razumem, za mladega pevca je, da se razvija pod vodstvom dobrih učiteljev. Koliko je za pevca pomembno, da pozna svoje glasilke, se ne pusti zapeljati ponudbam, dokler jim ni kos? Kakšne nasvete bi vi dali mlademu pevcu? Sami ste kar nekaj let predavali vokalno tehniko na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Ja, za mladega pevca, nasplošno za pevce bi to rekel, prvič mora biti pri pedagogu, ki zna to pokazati, ne samo teoretično, tudi praktično. Teh pedagogov je zmeraj manj. Takšni pedagogi so recimo bili Odina Ota, ki je poučevala tudi na akademiji, ki je lahko pokazala teoretično, ker pevca moraš praktično pokazati. Drugič, plus tega, moraš spoznati način pevčevega ustroja, kako daleč lahko diha, kakšne močne glasilke ima, kakšne vloge mu daš v študiju. Ker ponavadi mu dajo že recimo na srednji glasbeni šoli že poje arije in tako dalje, in to ni dobro, ne. Mora začeti z samospevi, postopno, malo počasi. In tudi ni za vsakega pevca. Recimo jaz sem karakteriziran ne kot dramski bariton, ker imamo dramske in lirske glasove. Jaz sem lirski bariton, ne. Belcanto, lirski bariton, tako recimo, da jaz ne morem na buka peti in pa take stvari, ne. To se mora pevc tudi sam zavedati. Je pa zelo slabo, če mu pevski pedagog vsili nekaj, ti si takšen glas in to boš pel, in pol se te lahko tudi uniči. Kakšno izobrazbo ste si vi pridobili in kateri učitelji so vas poučevali pevsko tehniko? Jaz sem glavno študiral v Mariboru vse, nižjo srednjo glasbeno šolo in tako dalje, pri profesorju Brišniku. Ko sem končal vse to, sem pa rekel, bom poskusil z angažmajem. Je bil razpis v operi za
zborista in sem se javil na ta razpis. Nismo v bogati družini živeli, tudi denarja nismo dosti imeli, ne, tako sem se lahko eksistenčno tudi zaradi tega šel v ta razpis in sem bil sprejet. Eno anekdoto bi povedal na hitro. Jako Cips je bil takrat direktor in je poslušal dol, ne, in svojo komisijo in jaz pojem Arjo Figara, očetov Arjo Valentina iz Fausta. In potem sem to vse odpel, normalno za spremljavo s klavirja, in potem pa prije Cipci, direktor, umetniški vodja k meni, pa što vi radite? I radite audicijo za horista ili za solista? In jaz sem rekel, za horista. Ja pa dobro je, in rekel, vi ste pevali kao solist, mi vas ćemo angažirati za horista i za male vloge. Ne? In potem sem pa dobil tudi velike. To je bil začetek. No, mislim, by the way, je pa v Mariboru bila ena profesorica Elizabeta Krejči iz Dunaja, ki je tu v Lekarniški ulici v Mariboru živela. Ona pa je poučevala kot kontrolo in bila tudi plačana od gledališča za vse operne soliste. Ker operni pevec mora imeti skozi neko kontrolo. Ne sme se samemu sebi prepustiti, vse od začetka ne. No, in ona je to poučevala, vse operne soliste, gledališče je financiralo in tale Cipci je tudi mene poslal k njej in sem jaz pri njej par let tudi delal. Tako da sem od zbora, ko sem prišel, do solista za Svilskega brivca, sem skozi z njo tudi delal. Ona mi tudi dosti stvari pokazala, ki prej nisem vedel, tako da bi bilo to ena velika nadgradnja po osnovnem študiju. V osnovnem študiju, ja, dalje. Kako pa danes vzdržujete vašo pevsko kondicijo? Prej ste že omenili, da pevec mora biti discipliniran. Ja, pevsko kondicijo vzdržujem, v glavnem sem vzdrževal s tem, da sem dosti pel in to v gledališču, na koncertih, na razstavah in tako dalje. Zelo važno je, da pevec dostikrat nastopa, ker prvič, ne da samo izgubi trema je vedno prisotna, ampak da mu vedno glasilke delajo. Ne. Jaz sem imel to srečo, da sem se mogel celo otepati blok, ne. Jaz sem preveč dobival. Dirigenti, režiserji so na mene pikirali to vlogo, zato se toliko teh vlog nabralo in to je za mene, sem sam videl, da mi to zelo odgovarja, da sem bil skozi gledališču in sem skozi pel. Tako da recimo se dosti upevati, tehnično več delati nisem rabil, ker to kontinuirano šlo kar dalje. Ali pa da bi morali upravljati vsak dan neko telovadbo? Ni govora, niti časa ni bilo za to. In ne potrebe. Ne potrebe tudi, ne. Ste vse skozi prepevali, ja. Za pevca, enako za nas govorce, je zelo pomembno dihanje. Kaj nam lahko o tem poveste? Moje prakse... Ključna kapaciteta, ne? Tako, moje prakse, ko sem poučeval, sem predvsej poučeval, ne. Še zdaj poučujem nekatere pevce, če prije k meni. Dosti prije tudi iz šol, ki ne znajo pravilno dihati. Nažalost, profesori niso naučili dobro dihati. Diha čisto napačno. Mi pač rečemo, s prepolnom moraš dihati. To je teoretično. Zdaj pa to pokazati, na tem prakticirati, na tem vokalne vaje delati. Ko smo rekli vakaje, ki se temu reče. En komponist je bil vakaje, ki je to delal, napisal in to so tele pevske tehnične vaje, ki moraš dolgi dih imeti, kratki dih, hiter dih in tako dalje. Dih je polovico petja, razen glasilk, ne, ki imaš glas. Če nimaš diha dobro urejenega, ne dosežeš niti višin, niti dolgih fraz, ničesar. Dih je zelo pomembna stvar. Rekel skoraj polovico pevskega nastopa v dihu. Ne. Drži, da moški bolj govorimo s prepono že po naravi kot ženske? Ja, to imate prav, ja. To je vam kar prav dal, ker ženske diha bolj s prsnim košem, ponavadi, ne, moški bolj naturno, ampak to še ni vse, to moraš izpopolnjevati, ne. So vaje, ko se bližeš, pa ti da recimo nekaj 5-6 knjig tule spodaj in ti to
skozi nos dihaš in spušča in se knjiga dviga in spušča in to dosti takih pripomočkov, ki se vidi, ali pa pihane sveče, ne, pri ognju, ne, plamen gori, če ga mirno daš, mirno se plamen nagne. Če ni enakomeren dih, plamen začne plapolati. To mi je vse, dunajska profesorica Krečeva je ravno pokazala, kakšna kontrola je lahko, ne. In to sem jaz bolj prakticiral tudi. Kako se vi sami počutite, ko ste nekje na vrhu v neki predstavi, kot bomo sedaj videli v utrinku iz Puccinijeve opere Turandot, kjer igrate vlogo kitajskega cesarja? Je za opernega pevca zelo pomembno, katera vloga mu je dodeljena, ali je pač kot pevec zadovoljen z vsako pevsko vlogo? Ja, najboljše je bilo, če bi se lahko pevec sam izbiral, ne. Da kar povem, ti svetovni pevci, Domingo, Carreras, mislim, te, ko so znani, ne, Pavarotti, pa to, oni so imeli predvsem Carreras in pa Pavarotti, oni so imeli naštudiran recimo 10 vlog in s temi gostovali, nič več. Domingo je že druga plat, zato je meni Domingo najljubši pevec, kaj sploh je obstojal. On je kompletni muzik, on je tudi recimo dirigent, smo ga videli na Dunajski operi tudi dirigiral Netopirja, tako da je res kompletni muzik in on je ogromno pel tudi modernih oper in tako dalje, ne. Tako da za mene on en vzor, kaj se tega tiče, magari je tenor, pa jaz bariton. Ampak je pa tako, da če greš v angažma, takrat pa moraš pač delati to, kaj umetniški vodja misli, da boš zmogel. In se je dostikrat zgodilo v moji karieri, ne meni, ampak mojim kolegom, da so delali vlogo in skoraj prišlo do glavnih vaj in takrat so ugotovili, da ne zmore. To je pol napačno vodenje umetniškega vodja, v operi govorim, ne, ki da pevcu določene naloge. Poglejmo sedaj in prisluhnimo, kako izgleda vaše cesarstvo pod vami. Ja. Giovi e va
Gospod Emil Baronik, kako pa je s potrebo po uspehu pri vas pevcih? Ali mora biti ves čas navzoča, da ne izgubite doseženega položaja ali kako? To je enako kot pri športu. Recimo, to, ko si na vrhu, ti zmeraj težje ostati na vrhu, ker ljudje vedno zahtevajo od tebe maksimum, ne. Bolj si na vrhu, težje voditi tole, težje obstati. Tako da do vrha zdaj ne vem, ali sem jaz prišel do vrha ali nisem, ampak mislim, da sem daleč prišel, tako da mi zdaj vsaka vloga, ki jo še zdaj dobivam, ki še zdaj prepeva v gledališču, mi vsaka vloga ne samo, da je izziv, za vsako vlogo še bolj spoštovanjem stopim do nje. Ker govorim iz prakse, da ni velikih vlog, ampak so samo dobre in slabe. Torej, te občinstvo nekako prisili, da si ne smeš privoščiti slabe predstave? Ne, si ne bi smel, ne. Ko enkrat dosežeš tak nivo? Ja, ne, si res ne bi smel. Boljše se prej omakneš. Ja. Da se rodiš s privilegiranimi glasilkami, to človeka obvezuje. Ja, to obvezuje. Jaz bom eno anekdoto povedal, mislim, ni anekdota, pravzaprav zato pred kratkim slišal na televiziji in bom zdaj v tej priliki uporabil. Beniamino Gigli, leta 1933, to je en med najboljšimi tenoristi, ki je bil takrat in še zdaj se ga smatra, samo so posnetki slabi, takrat ni bilo take tehnike. Takrat je bila kriza po svetu, ne? In je videl tam otroke, boge, siromake, reveže in je rekel profesorju, čuj, gospod profesor, veste kaj, meni tako krivo, jaz vidim, doli ljudi zmrzujejo, grejejo se pri ognju na cestah, jaz pa tu z vami lepo pri klavirju, na toplem sedim in pojem. In takaj mi je profesor rekel, mislim, to je zelo odgovor bil, tebi je Bog dal glas, da s tem njemu služiš. Jasno je. In moraš to izpeljati. Vsak mora izpolniti svoje poslanstvo, ne? Tako. Vsak je dobil in je tudi odgovoren za to. Več kot si dobil, za več boš odgovarjal, ne? Tako. Slava je zelo krhka stvar. Bolj trajna in trdna so verjetno prijateljstva, ki si jih umetniki pridobite. Ste pevci med seboj prijatelji ali niste najbolj? To bi jaz zopet en izraz uporabil. Kdor poje, slabo ne misli, ne. Recimo to je en pregovor, ki ravno vedno ne drži, ne. Ker če si na odru, takrat nimaš časa misliti na slavo, ne. Ampak bi rekel tako, kot v vsakem poklicu, je tudi v našem poklicu rivalstvo, konkurenca, tudi metanje polen pod noge, kot se temu po domače reče. Ampak čez te stvari moraš vse iti. Zato je še dodaten stresi so, če vidiš, da ti kdo nagaja, kaj takšnega, ne. Pa moraš z njim na odru biti, recimo, pa celo kak duet imeti z njim. To moraš ti črtati, kot da sta najboljša prijatelja. To je zelo težko narediti. Tako govorimo, recimo, o vprašanju odpuščanja. Odpuščanje je zelo težko. In če si ti z enim kolegom skregan, kaj se zgodi, pa se ne menita, samo poslovno na odru, tisto, kar imate odpet, da ti na njega ne izbrišeš to zamero, se ti pozna tudi na tvoji interpretaciji petja. Tako da je tudi na vrste odpuščanja, mora biti na odru tudi temu. In vse pozabiti, kaj ti je povedal, mogoče celo pred 10 minutami. Rekli ste, da ko stopiš na oder, moraš izbrisati druge stvari. Ja, to je moj moto. Okoliške. Pomeni, da se ti, ko nastopaš, se popolnoma fizično in psihično predaš temu, kar takrat izvajaš. Tako. Ko nastopaš... Ali še pridržiš kaj zase? Vendarle? Jaz sem iz mojega vidika, iz mojega stališča vam povedal. Vsako vlogo, recimo Ciljska brivca, vesela vloga,
sem bil vesel, ko ne vem kaj, nabrit in sem tako tudi nastopil. In publika je tudi tako čutila. Tako sem tudi karizmo v publiko takšno dal. Recimo pri Manči, Don Kihot, ki se bori za resnico. Ki na koncu tudi za resnico umre. Ne, poznamo vsebino Don Kihota. Tam sem res šel, sem si vzel moto, resnica mora zmagati. Posod. Tudi v naši državi posod resnica bi naj zmagala in za tem načinom tudi to vlogo pel. In ko sem umiral, tam je scena na pol slikomira, ko je Aldonca, Hovnikar okrog mene, in ko imam tudi neko kvazi song takrat, mi je šlo prav na jok, solzne oči, da so mi kolegi rekli, ko so me gledali na posli, ti si se pa prav jokal. Rekel, res, sem se vživel. Recimo ko slačo na strehi, ko sem žid in hčerke se poročijo z nežidi, ne? Izven tradicije, vsako hčerko in si žalostni in si pol izgnan in tako dalje. To se moraš, vsako vlogo moraš zagristi in ti moraš takrat tisto biti in gotovo. Če nisi, ti publika ne verjame in jo ne moreš prepričati in ne dosežeš tistega, kar bi moral doseči. Ne? Ko ste govorili o konkurenci, o rivalstvu in tako naprej, mi prihaja na misel, ne le v vašem delovnem procesu, pravzaprav skoraj povsod se to dogaja, da nekateri ljudje pač ne razumejo, da je vsak poklic v nekem delovnem procesu, kjer deluje tim, enako spoštovan, enako vreden. Vsak pa ima seveda svojo vlogo, svojo odgovornost, potem pa so ljudje zagrenjeni in čutijo manj vrednostne komplekse in mečejo polena pod noge in postajajo primitivni, ne vem kaj vse. Kaj mislite vi, zakaj se to pravzaprav dogaja? Je to samo človeška slabost ali je to tudi hudobija v človeku ali kaj je to? Nevoščljivost? Tega je bilo vedno. Mati Tereza denimo je rekla, to se bo zmeraj dogajalo, ko boste delali nekaj dobrega, vam bodo drugi metali polena pod noge, ampak vi delajte naprej dobro. Tako, sem rekel, to je se vedno dogajalo. Od začetka do zdaj. V današnjem času je še bolj prisotno tega. Ne, ker imamo različne druge sisteme pa to. Jaz bi rekel, da se gledališča mojega poklica dotaknemo. Včasih, vse zdaj tudi še, moram reči, včasih je bilo, da so odrski delavci, tehnika recimo, to so bili zaljubljeni v operne pevce. Ni samo prišel in pa postavil tisto koliso, ali tisto vazo, ali tisti stol, pa je šel na kavo ali kamorkoli bife. Ampak je gledal. Oni so za odrom so stali in gledali in še prišel, ko si prišel, čestita, kak si danes krasno pel. In s tem smo mi tudi njih zelo spoštovali. Tudi od njih je bilo odvisno, tudi od frizerjev, vse šminkerjev, vse. To je cel aparat, ki je bil, vse še zdaj deluje. Bi rekel, da v gledališču še kar deluje ta aparat, mogoče bolj kot kakšnih drugih poklicih, ker je mogoče bolj to emocijski poklic, dosti čustevno, ni toliko tistega rutinskega dela. Ne? Vsaka predstava ima nekaj svoje, nobena predstava ni enaka. Ne? In zato pritegne tudi zakulisne delavce, ki niso na odru. To so špicienti različni, sufleri in to. Pa vendar so izjemno pomembni. Zelo pomembni za predstavo. Ne? Bi lahko rekli, da je kljub obilici ljudi okoli vas, ki jih imate zmeraj, ste vendar samotar. Je pevec samotar, kljub številnim ljudem, ki ga obkrožajo nenehno. Ja, to je, koliko si to predstavljaš, ne? Recimo, nekateremu lahko stopi, recimo, pod narekovaji slava v glavo in pol se drži, poznam take pevce tudi, in se držijo zvišeno, nedostopni, takšni, tudi do vas, tudi do kolegov, pevcev. Tudi do kolegov lahko, ne? In takšni ne more imeti prijatelje. Če si pa komunikativen, da ti tista slava ne stopi v glavo,
in da nisi privošljiv in da to gre vse tako. Smo rekli, da je v operi kot gledališče, kot ena družina, ne, pravijo, naj bi bila. Takrat pač lahko imaš prijatelje in ne čutiš tega, bi rekel, zakulisja, metanja polem pod nogave. Kaj te napetosti med vami ublažijo, ko nastopate v nekih zabavnih vlogah? Vi ste recimo izjemni interpret operetnih vlog. Nekdo je v kritiki v vas zapisal, da celo briljirate v teh operetnih vlogah. No, to sem že prej rekel, ne, da moraš do kolega, čeprav si bil skregan, biti dober z njim na odru, ne. Ampak resnično dober, ker ste to prepozna. Operete so pa tak. Recimo, ko so k nam operete začele prihajati, izvajati, recimo po staro Jugoslavijo, se niso smeli izvajati, ker to je bilo nekaj snobovskega, to je bilo avstrijskega, kapitalističnega, mjuzikle tudi ne to, ne. Takrat smo še partizanske opere dajali, take stvari dosti tega. Zdaj, ko smo v Sloveniji, samostojni, normalno je to prišlo na dan in so tudi umetniški vodji, recimo se okrajžili, pogumni bi rekel, in so začeli dajati operete, mjuzikle. Seveda to je pozitivno, ker opereta, mjuzikl, recimo, to je za mene najbolj izziv bil. Jaz sem študiral za opernega pevca, noben ne študira za pevca mjuzikla pa operete. Zunaj, po svetu, recimo v Nemčiji, ko sem bil tudi, imajo prav šole, ki gojijo ni toliko ne operetno, mjuzikle, ne, in operete tu zraven. Pri nas smo pa to združili, ker tega nimamo, zato smo pa združili, ko so prišle operete pa mjuzikli na tapeto, so prišli režiserji, Olikovski iz Rusije je bil, pol je bil gospod Štefančič iz Zagreba, ki je zelo v Zagrebu, Hrvati so pa bolj napredni od nas bili, moram povedati. Oni so že prej izvajali mjuzikle. Vse, kar smo mi dali, so že oni dali. Tako da niso oni bili pod jugoslovanskim pritiskom, to kot mi. Moram čisto tako povedati, da je to bilo. Nas so se nekaj bali, ne vem, z kakšnega razloga. No, ampak to hočem povedati, BDV. Ko je prišel režiser, meni so šli predstave naše operne gledati, pa to, da so videli, kakšni tipi smo pa to. In so prišli k meni, so rekli, gospod Štefančič je rekel, mi bi dali tukaj človeka iz Manče, Don Kihote, jaz vidim vas Don Kihota. Sem rekel, ja, gospod Štefančič, lepo, hvala lepa za ponudbo, to je za mene čast, ampak jaz sem operni pevec, jaz sem gojil operno petje, ne vem, kako se mjuzikli poje. Rekel, boste videli, tokom časa bomo vse to uredili. In smo to študirali, smo ga res študirali, dvakrat dali kot eno opero, ker tudi zahteva en mjuzikl. Veliko več kot eno opero in smo to tudi naredili. Tako da sem jaz pravzaprav zaoral ledino v mariborskem gledališču v operete in mjuzikle. To pomeni, da vi ste študirali operno petje, ne pa igralstvo. Kajti te operete zahtevajo tudi zelo dobrega igralca. To, kar bomo sedaj videli v opereti Johana Straussa Netopir, kjer ste igrali upravitelja zapora, je res nekaj izjemnega. Imate izjemne igralske sposobnosti. Kje ste se tega naučili? To je kot to, ali imaš talent, ali ga nimaš. Če imaš glas in študiraš solo petje, če ga nimaš, ne. Če nimaš igralskega talenta, si pač kot štor na odru in te režiserji nočejo imeti. Jaz sem dobil kot glas in pod naturi sem tudi igralec. Noben me ni naučil. Tega se ne da naučiti. Režiser lahko malo pokaže, jaz bi tak, pa tak, recimo, Štefančič, Olikovski, ko smo delali, tu bi tak naredil, sem rekel, kaj gospod režiser, jaz to tako čutim. Pa sem malo debatirala, ja, pa imate prav, naredite tako, da vam bolj paše. In igra pa mora priti spontano. Kot petje rečemo, da je spontano iz srca, tako mora tudi igra priti iz srca. In to lahko edino nastane, če si ti dobro naštudiral vlogo, če veš, zakaj se gre, vsako besedo razumeš, poznaš ozadje vse, kaj se gre, zakaj se ne gre, pol moraš tudi to igrati, ne. Je pa res, da je malo, bi moral reči, ni dosti opernim pevcem dano, da so tudi dobri igralci, ne.
Pozor, torej sedaj, spoštovane gledalke in gledalci, vrača se v svojo firmo upravitelj zapora. To ste res odlično odigrali tega direktorja zapora, gospod Baronik. Pevcem vam uspe povezovati ljudi, ki so naključno zbrani pri skupnem gledanju in poslušanju. Bistvenega pomena za vas je stik med umetnikom in občinstvom. Kako vam to uspeva, v kolikšni meri? Je to težko delo? Ali je to že dano nekako po naravi, da se ta energija vzpostavi z občinstvom? Bi rekel, deloma tako, kot ste rekel, deloma pa tako, da se spet vrnemo, da ti je dano. Vse nam je dano. Vse je dar, ne? Vse nam je dano, vse je dar. In tudi, recimo, jaz imam ogromno kritika, še zadnji kritiki
ne, če sem pokazal za tega, to je bilo lansko leto premiera, tegale Turandota, kitajskega cesarja, ko povem, to ni velika vloga, ni mala vloga, je pa sedeča vloga. Non-stop sediš na tronu in od tam poješ. In če brez gest poješ, brez igre, je še teže predajati, ne, recimo, ne, eno stvar, da poveš, zakaj se gre, da onega skregaš, tega pomiluješ, to treba vse v glasu narediti. In mislim, to, ko ste rekel, ne, da publika, če pride tu ravno dobro kritiko, da nad Baronik še zmeraj briljira za svojo auro, magari je statična vloga, ne. To je stvar interpretacije, ki je imaš ali nimaš. Temu tudi lahko rečemo eno vrste karizma. Ali imaš karizmo, ki seže do publike, da te publika sprejme, da publiko prepričaš, to lahko samo na tak način prepričaš. Nič umetno, nič, ti lahko delaš ne vem kakšne skoke, prevale, če niso na mestu, kaj pomenijo, vsaka gesta, kaj pomeni, ne more biti stik s publiko. Kritika je verjetno izjemnega pomena za pevca, za njegovo kariero. Vi ste prejeli veliko priznanj, med njimi naj omenim le dve zelo pomembni. Glazerjevo nagrado, plaketo za življenjsko delo na področju kulture, najvišje priznanje mesta Maribor, štajerske metropole. Prosil sem vas, da prinesete s seboj to nagrado. Poimenovana je po Janku Glazerju, slovenskem pesniku, že pokojnem. In pa v tej obrazložitvi Glazerjeve nagrade so zapisali: solist opere SNG Maribor Emil Baronik si je nagrado za življenjsko delo zaslužil kot eden najzaslužnejših umetnikov, ki že več kot 40 letja mariborskemu občinstvu predstavlja poglobljenega in zanesljivega interpreta najrazličnejših pevskih vlog. Odlikuje ga velika strokovna in tehnična izurjenost, ki jo dopolnjujeta premišljena igra ter izreden čut za melodično podajanje. Tako je zapisal torej odbor. Zanimivo, na začetku najinega pogovora danes sva slišala tudi, da ste prepevali v angleškem jeziku, pojete v italijanskem, francoskem. Kako vam grejo jeziki? Kako vam gre ta študij od rok? Včasih smo peli vse v slovenščini, ne? Zdaj pa je trend, mislim, že dolgo let, da se poje v originalih, ker pač niti, mislim, tudi to je dobro, nimamo toliko svojih pevcev, ni kapaciteta solistov tako velika, da prijo tudi drugod in drugod prijo vsi z svojimi jezikovnimi vlogami, ne? Tako, da se recimo francoska opera mora dati v francoščini, angleška v angleščini, in to jaz angleško precej obvladam, italijansko tudi, v francoščini pa nisem doma. Francosko sem se pa bolj učil kot papiga, normalno z lektorjem, ne? Z lektorjem, dobro, na francoski vlog nisem pel glavnih, ampak sem kar pevce velike srednje pel, Romen, Julio, Werther in tako dalje, Karmeličanke, ko so bile tudi, ne, tudi francoščini. Normalno, moja žena zna nekaj francoščine, ker na gimnaziji se učila francoščino, tako da mi lahko ona razložila, zakaj se gre. Pol pa imamo lektore, kako se izgovarja, ne moramo pravi francozi biti, ne. Koliko časa študirate takšno besedilo, koliko časa, da ga memorirate za eno takšno srednjo vlogo, recimo v predstavi? Mislim, za slovenskem jeziku ali tujem? Tujem. Ja, v tujem jeziku je enkrat daljša, kot slovenska, pa recimo čisto odvisne. En mesec? Ne, je odvisno. Včasih si dobre volje, se spraviš k študiju, ker moraš vlogo sam doma naštudirati, ne v gledališču. Moraš sam, v gledališču gre samo piliti, s repetitorjem, z dirigentom. Naučiti se moraš tekst, melodično, vse sam doma pri klavirju, ne. Da moraš tudi nekaj inštrumenta obvladati. In to je tako, en dan sem slabe volje, ko vlogo dobim, jo tako na brzino prelistam, to je to, in dam proč. Imam čas recimo 3 tedne, da naštudiram, ali pa en mesec, ne, ali pa več, kak pač dobiš od umetniškega vodje,
In tisto vlogo pol dela. Včasih se vloge ne dotakne po par dni, ker nisem skoncentriran in če nisi skoncentriran, nima smisla se kaj učiti, ne. Vseeno ste pa veseli, ko je vloga v slovenskem jeziku, ne? Ja, teh ni več, razne operete. Operete? Operete, ja. Pa muzikali tudi, Pa ne? muzikali so še v slovenščini, ja. No, kot osrednji interpret ste se uveljavili v muzikalih My Fair Lady, Človek iz Manče, Goslač na strehi. Predlagam, da si pogledamo vsaj nekaj utrinkov iz Goslača na strehi pa Človeka iz Manče. Spanati se ne izpolnil, boriti bei medovem mil, nositi seboj bolečino, sprejeti usode izil, izničiti premnoga zla, ljubiti lepo in zvesto, želiti da muke bodrijo, doseči zvezdo svetlo. Moja prisega mi daje moč in v tem se nihče ne dela v tvar, boril za pravico se bom brez miru in še pekel podam se, da branil bi srečo mi stvar. Dobrovim, da besedo bom dano Hristos pomnjeval in srce mirno oko bom stopil pred Božji oltar. In ta svet bolj širok kakor pred, kajti moški pred svojo vestjo je vreden, da diči ga hrabrost. On sam se dotaknil vas vi. Bi bogataš bil, dum. Ves dan bil bi bidi bum, če bi bogataš bil jaz, ne bi hodil delat, dum. Če bi strašno bogat bidi bum, jaz. Prelepo in veliko hišo bi zgradil tam na glavnem trgu si in trdna vrata, streha z opekna njim in 3 stebrišča marmorna, da bi vodila me pod visoki krov. Tam postelja svilena stala bi. Po mojem vidvorišču se razlegal kurin i krav i gosi glas. Bučno bi bilo ves ljubi dan. Kako takanja in kakakakakanja, bi cirkus bi pravi ves ta čas. Dejal bi vsak, ko dom je bogata. Če bi bogataš bil, dike, dum. Ves dan bil bi bidi bum, če bi bogataš bil jaz, ne bi hodil delat. Če bi strašno bogat bil bum, dike, jaz. Že vidim svojo goldico kot ženo bogataša in njene brate trepa. In vse, kar si zaželi, ima.
čeprav je edin najboljših, polne sklede skrbno vsak dan prinašajo jo vsi. Ona sloga zmeri Arsena, delovina, in po na svete bi prišli sem vsi mogočniki in laskali bi se meni s glasom sladkim kakor med. Ti si modre ptevje, ti si genij leptevje, tvoja je beseda za naš zakon svet. Če bi Boga tažbil, bogestvo je delo smo mi vsi, kaj prav mene si pozabil ti. Bogeč pošli, kdaj še tak ukaz, da bogat bom človek jaz. Gospod Emil Baronik, vi izjemno združujete vaše pevske in igralske sposobnosti. Mnoge vloge od vas to tudi zahtevajo. Ali ste igralec tudi doma, v vaši družini? Vem, da sta z ženo zelo zabavna človeka. Ja, no, včasih smo zabavna, navzven, navznoter pa nismo, ne? Tako v vsakem zakonu, ne? Ampak v glavnem smo dobre volje, če se le da, ne? Če bi še enkrat izbirali, bi se odločili, zakaj? Če bi morali odločiti med družino in glasbo, kako bi se odločili danes? Ja, to je težko reči. Mislim, odločil sem se jaz za družino in glasbo, ne. Moram primer povedati, ko sem bil na turneji, to je ogromno let nazaj, smo izvajali po Nemčiji en rekviem v vseh teh velikih mestih po cerkvah, ne. In sem imel priliko, da v enem od teh mest tudi naredim audicijo. In so me kolegi nahecali, idi naredi audicijo. Neko pa zakaj, saj sem v Mariboru jaz angažiran. Ja, pa naredi, pa sem šel in sem bil sprejet, ne. Sem bil sprejet, ampak po premisleku nisem vzel ravno zaradi tega, ker sem takrat imel dva mala otroka doma, dve hčerki in ženo v smislu, kaj jaz tu v Nemčiji zdaj delal. To je bilo zelo daleč, na severu gor. In sem rekel, ne bom stik prišel in je ostal moto ljubo doma, ki ga ima. Ne nazadnje je ena od vaših hčera šla po vaši poti umetnosti, je znana baletna plesalka. Ste tega veseli? Ja. Res sem vesel, ona balerina, solistka, je tudi dobila Glazerjevo listino in neke druge nagrade baletne, Vizjakovo nagrado in tako dalje, tudi bilo zelo uspešna je bila. Je pa to trdo delo, ne. To se ga ona sama izbrala. Je zelo trdo delo, težje kot solistično operno. Balet je izredno garaško delo. To pa moraš non-stop. To je z glasbo, z kondicijo, z vsem skupaj povezano. Zato ima tudi takšen velik beneficiran staž, ne. Ampak sem vesel, da je uspela in da je tudi ona zadovoljna. Starejša hčerka pa je šla v vode medicine. Ker že omenjava nagrade, Glazerjeve nagrade, priznanja, omeniva še zelo pomembno nagrado Prešernovega sklada, ki ste jo vi prejeli v letu 1989. Emil Baronik je z omenjenimi vlogami, pomembnimi za slovensko operno umetnost, postavil se na vidno mesto med našimi opernimi poustvarjalci. Katero vlogo ste peli največkrat? Ja, v življenju? Mislim, največkrat sem res pel Civilskega brivca, verjetno kot en prerez naredim. Ampak vseh vlog sem dosti pel. Kaj pa nagrada Prešernovega sklada? Nagrada Prešernovega sklada pa je bila za opero, za Kačji pastir,
pokojnega komponista, zelo dobrega mojega prijatelja, Pavla Merkuja, iz Tržač, v Trstu je živel, tržaški Slovenc, znan komponist, napisal Kači in pastir, zelo lepa opera, ki smo tu izvajali in jo tudi televizija ima v svojem arhivu. Zato sem dobil in za nagrado je bila tudi za veliki dan Jožeta Dobrnika. To pa je bila mono opera, ki sem bil sam na odru uro in pa četrt. Za te nagrade so zelo pomembne tudi dobre kritike, ki jih dobi pevec. Ali lahko kritika odločilno vpliva na pevčevo kariero ali ima bolj subjektivno vrednost? Ja, lahko vpliva na pevčevo kariero normalno, če otrga, če ravno včasih so kritiki kakšni bolj zagrenjeni umetniki? Zagrenjeni umetniki ali pa pristranski, mislim, tu ne bomo imenovali, ampak so tu takšni, ne, ali pa imajo nekaj proti sami ustanovi, pa se spravijo na določeni izvajalci in to je vse tako povezano. Če ti veš, da si dobro naredil in glavni odziv ti je publika. Če ti publika aplaudira, če je zadovoljna, da te po predstavi po cestah včasih, kak sem bil všeč, čestitam vam, smo uživali, smo se jokali, smo se smejali, to je meni kritika. Normalno. Bi lahko rekli, se opravičujem, da sem vas prekinil, bi lahko rekli, da ne samo kvaliteta odloča o uspehu pevca, ampak je ta odziv občinstva najpomembnejši. Zelo, odziv občinstva. Prav včasih je bila, zdaj še ne vem, še zdaj obstaja društvo glasbenih ljubiteljev opere. Ne vem, če zdaj obstaja še. Oni so bili takrat tudi eni izmed predlagateljev za tudi Prešernovo nagrado. Tudi podporo društva, se pravi od publike je tudi prišlo. Ne samo z direkcije, pod kritiko nekaterih, tudi od publike je prišlo. Tako da je to izredno važno. Normalno pa da če kritika dobra, si vesel seveda. Če slaba, pač pogledaš, res tako slabi ali ne, včasih misliš, da nisi bil, pa te čisto objektivno. Lahko pa, če nisi dovolj trn, kritika pokoplje pevce, ki jih je že tudi pokopala. Če so labilni, če niso dovolj samozavestni, lahko greš. So grunt, ko s tem reče, se zgodi. Predlagam spet nekaj pevskega glasbenega predaha. To bo sedaj vaše petje v duetu, v katerem ste prepevali v operi La Bohème. Scinta l'amore e mrzlo sjezzatana. Mrzle nokre da se boku svili. Zaran čakaj, zato boš utopili. Po uvodni točki Šentano morje iz opere Boemsko življenje Giacomo Puccinija prisluhnimo začetku četrtega dejanja, Ariosu in un coupé, Kdo je v kočiji, in duetu Rudolfa in Marcela, O Mimì, tu più non torni, O spomini iz davnine. Pela bosta tenorist Jurij Reja in baritonist Emil Baronik, ki je za svojo priljubljeno vlogo Marcela dejal, da je to vloga, ki je ne moreš peti, ampak jo moreš doživljati. Parom konji, parom slug, in mi smeje ozdravi. No, vizita pravim, kaj pa srce ne bije, nič ga ne čutim. Svila ga težka pokriva. To mi je všeč,
No to mi je všeč. Na licu smeh, duši pa jo ne bije. Dobro. Jaz pa sem videl... Vizeto! Mimi. Kaj praviš? Ti glej no. Krasnih oči mi obličena kot prava kraljica. Letalje se naj šopiri. Až ti kot misli kar cvili. No naprej. No naprej. Vražje pero, preklica nič opič. O spomini iz davnine, o zlati dnevi, male ročice in kodri svileni. Aj, mirati nekaj ne, neka sreća. Slikam kad želje na Božjem svetu, pozivja ljubitu. Roka miriše, dvoje brezne černe, dvojne Gospod Baronik, ne nastopate le na opernem odru, ampak znani ste tudi po koncertnih izvedbah. Poznamo vas kot pevca solista na številnih mašah, kjer ste prepevali ob zboru in orkestru. Tu so vaše turneje, prej ste že omenili turnejo v Nemčiji, kjer ste prepevali na koncertu sodobne liturgične glasbe, pa Zagrebški bienale, pa vaši samospevi in tako dalje. Ko nastopa vloge pri liturgiji, ali je pomembno za pevca, da je osebno veren? Bilo bi zaželjeno. Jaz osebno sem, bi pa bilo zaželjeno, da veš, kaj poješ. No, mislim, saj veš, kaj poješ. Je lahko prepričljiv, če ni veren v takšnih vlogah, s takšnimi vsebinami, božjimi vsebinami?
dela, liturgična dela, recimo, ko sem pel Mozartove, Brucknerove, Bachove maše, tele maše, vsaka ima nekaj svojstvenega. In če ti začutiš tisto, kaj je komponist hotel povedati, ne, recimo v Benediktus, Agnus Dei in tako dalje, da začutiš, da to poješ normalno, da z drugim žarom, z drugim pristopom poješ, ko pa če nisi veren. In takrat poješ tiste note, lepo odpoješ, lepo vse tehnično obarvano in vse, ne daš pa interpretacije not, isto kot v vlogi v operi. Je zelo zaželeno, da je pevec, ki te zvrsti glasbe izvaja, tudi veren. Torej, v kolikšni meri mora pevec svojim nastopom izražati tudi svoje osebne vrednote? Gotovo. Seveda se da, ampak v tej meri, kakšen ti je Bog naklonil. To je ne bi odgovor. V meri milosti, ki ti je dana od Boga. Kot piše Sveto pismo. Tako. Ste vi praktični vernik? Molite tudi? Jaz sem praktični vernik. Redno? Ja, žena hodiva redno v cerkev, tudi k spovedi, normalno, kar je za vernikov zelo napor, ne? Velik napor, pa sploh nedosegljivo. Ko poznam tudi takšni, ki so verniki, pa grejo enkrat na leto k spovedi, ne? Ne vem, kako to lahko. Magari mi večkrat gremo, pa zopet grešimo, ampak zato gremo, ker smo grešili, ne? Ne gremo zato, da bi se pozdravili. Gospod župnik, kako ste kaj, ne? Moram vas pohvaliti, kajti vem, da že več kot 10 let prepevate tudi na rednih mesečnih medžugorskih molitvenih programih na Ptuju litanije Matere Božje, lavretanske litanije. Ja. Po napevu, medžugorskem napevu. Ja. V slovenskem jeziku, ne? Te so zelo lepe litanije in mi v čast in hvala Bogu, da mi je dal to milost, da sem bil v Medžugorju pred tolikimi leti in da lahko Mariji poklanjam to, kaj sem od Boga prejel, glas in glasbo. Kaj mislite, da bi danes morali ljudje narediti ali delati, da bi lahko bili vsi srečni? Tu bi morala nastati ena velika preobrazba, neko veliko preobrnenje vseh ljudi, predvsem tistih, ki so na položajih, ki vodijo državo. Zdaj imamo en primer Trumpa pa in Clintonove, ne? Na koga se boš odločil, vsak ima svoje poglede na to, ki bo zelo vplivalo na svetovno politiko, verjetno in na blaginjo naroda. Če bi na vrhu bili ljudje sočutni in res verni, sem prepričan, da bi celemu svetu šlo lepo. Nekateri pevci pravijo, da se petja naučiš s komorno glasbo in da opera uniči glas. Se tudi vi počutite bolje, ko zapojete samospeve? Ne, meni je to povsem enako. Povsem enako, nič opera ne uniči glas, če ga pravilno uporabljaš in če pravilne vloge poješ, tako si že začetka rekel, ne. Moraš tiste vloge, smeli en lirski glas in dramske vloge peti, ali pa dramske in lirske, ne. Zato so tile fahe, ko mi rečemo zvrsti petja. Bi pa rekel, da samospev, pet pa koncerte, recimo pet ne operne, je, na drug način jih moraš peti, na drug način interpretirati, ker ti ne pomaga nič. Nobena igra ti ne pomaga, ne. Ti tam stojiš in poješ. Moraš z glasom predajati. Recimo, tako sem tele Žigonove samospevi, Marka Žigona, pokojnega, ki so čudoviti, so malo moderno napisani, ekspresionistično, ampak imajo ogromno vrednot in vsebine in glasbene zvrsti v sebi. Interpretacija take pesmi, ko bomo poslušali, je čisto drugačna kot v operi, ne. Moraš vsako besedo, tudi se moraš vživeti tisto, tu je recimo o jeseni, o ljubezni, o tem, o veselju, so 10 teh samospevov njegovih sem posnel, ki je prav za mene napisal v obdobju 4-5 let. In se čisto na drug način poje kot operni. Zato pa tudi dosti opernih pevcev ne gre rado v samospeve, ne. Rajši se držijo tistega faha. Pa prosim režijo, da nam spusti ta posnetek, vsaj en vaš samospev
Marka Žigona, slovenskega skladatelja. Gospod Emil Baronik, imam občutek, da še po več kot 50 letih angažmaja ohranjate veliko mero vašega začetniškega elana. Bo to držalo? Ja, poskušam ga vsaj obdržati. Ko sem rekel, če prideš enkrat na vrh, je težko na vrhu ostati, ne. Zato treba, živim isto kot prej, moram se nekaterim stvarem odpovedati. To mi že rutinsko prišel tako športnik, mora vsak dan trenirati, tako je tudi tukaj. In če ravno zdaj nisem toliko zaseden, ko sem takrat bil, ampak kar za mojo starost kar dovolj, tako da če nekateri rečejo, kak še zmoreš. Ampak če ne bi zmogel, me ne bi angažirali. Se vam zdi, da ste dosegli vse cilje, ki ste si jih zastavili? Ja, hvala Bogu, imam res občutek, da sem v glasbi, v petju dosegel vse, kar sem si zastavil. Kaj si mislite sami pri sebi, ko je konec aplavza in rož, konec lepih besed, ko zaprete vrata za seboj? Jaz pred vsako predstavo in pred vsakim nastopom se prekrižam in se predam Božje roke. Tako tudi na koncu rečem, hvala Bog, da si me vodil skozi to predstavo. To je zelo lepo. Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo, ne? Točno. In s tem, to je tudi, sem vedno delal. Če je bilo možno, sem še pred predstavo šel v cerkev kaj zmoliti. Stolnica je blizu, ne. Tako, normalno, je pa en relaks čutiš, ne, po predstavi, ko vse te aplavze mimo, včasih po 20-krat se zastor rod pregremo, pa si rečemo, zdaj smo že mi tako zmanjteni, zdaj pa nekaj te ploskat, ne, recimo, ampak, ko je vsega konec... Potrebujemo počitek. Ja, ko je pa vsega konec, je pa ena satisfakcija res takšna, da si to naredil. Hvala Bogu. Koliko počitka potrebujete med predstavami? Ja, to pa je tako, veste, tudi nečesa se dotaknu. V starem gledališču smo imeli ravno Svilskega brivca. Smo celo ekipo staro, ki skoraj več ne živi. Nažalost, tenorjem Boštjančičem, Rozino Pertotovo, Latkom Korošcem, to so vsi bili v Svilskem brivcu, vsak v svoji vlogi. No, ampak to bom povedal. Smo imeli dopoldan predstavo za mladino Svilskega brivca kompletnega, ki traja 3 ure pa četrt. To je ena izmed največjih baritonskih vlog, še moram poudariti, in najtežja tudi Svilski brivec. Smo imeli dopoldan predstavo, popoldan ob 5 smo imeli predstavo v Varaždinu isto. In to se je tudi zgodilo, če ravno smo malo takrat, ko je tako pač naneslo, smo
direktor rekli, to ne vem, če bo šlo, pa tako, da se prepriča, da smo v to šli. Ne. Drugače pa so bile tudi predstave danes, jutri, po 4 dni zaporedoma, pod kakšen dan prost, v starem gledališču. Zdaj, v novem gledališču, recimo v starem gledališču smo imeli v operi po 120 predstav na sezono. Zdaj jih imajo 40, se pravi 3-krat manj. Ne? No, sedaj vi tudi veliko manj prepevate, že vsaj 15-20 let ste upokojeni. Ne? Ja, ampak jih je manj. Ne? Pevci, recimo, koliko smo mi, tile pevci, ne? Ki zdaj pojejo, so zelo dobri, mladi, kvalitetni, ampak število predstav si bo težko nabrali takšnih, ker ni toliko predstav, ne? Ni toliko predstav. Kaj je za umetnika pomembno ob koncu njegove pevske kariere? Je to veselje, zadovoljstvo za vse, kar je ustvaril nad liki, ki jih je zmogel predstaviti? Ja, to bi jaz tako rekel. Na koncu pevske kariere, ko končaš, ko več ne stopiš na oder, pač moraš biti zadovoljen s tistim, kar je bilo. In živeti normalno življenje dalje. Ne pustiti pa se, ker je ogromno pevcev, ki grejo v pokoj, se ne približajo več gledališču. In se ne ukvarjajo z glasbo. Mogoče doma kaj poslušajo. Jaz pa še zmeraj rad hodim in dokler bom lahko hodil rad na predstave. Ker to je del mojega življenja, 3/4 mojega življenja. V katerih uprizoritvah sedaj še nastopate? Zdaj momentalno nastopam v Turandotu. Še ravno decembra imamo še 2 predstave, to je 28. in za Silvestrovo je Turandot po 5. popoldan. Naj vas za konec vprašam, ste pripravljeni, se kaj veselite tistega, kar je obljubljeno vsem, ki Boga ljubijo, kot pravi Božja beseda? Ja, seveda se veselim. Jaz še zmeraj, vedno sem, zmeraj bolj verjamem, da greš k Bogu, da se bomo pogledala iz obličja v obličje in da bo to nekaj fantastičnega. In da bo to ena vrst glasbe, ki jo še nikoli nismo slišali. Krasno. Rad bi se vam zahvalil ob koncu tudi za vašo preprostost. Namreč vi ste eden redkih tako visoko profesionalnih glasbenikov, opernih pevcev, ki je pripravljen zapeti tudi v družbi spontano, ko pride na kakšno srečanje, če ga kdo povabi k sebi, da bo kaj zapel. Nekako niste dovolili, da bi vas prevzela neka slava in bi vas držala v nekih okovih pomembnosti, samopomembnosti. Ostali ste preprosti do danes. Ja, jaz bi temu rekel, mogoče ni prav, da rečem, ampak mogoče škoda, da sem tako preprost, ker se prevečkrat pustim sprovocirati. Če kam naš Emil bo nekaj zapel. Zdaj pa, pri pevcu nisi vedno pri glasu. Plus tega se moraš malo upeti. Ne moraš tako, govoriš lahko, če ti rečejo, povej tole, lahko poveš. Če pa zapoješ, pa moraš se malo upeti, malo se skoncentrirati. In včasih pride tako, da nimaš časa za to, ampak dobro, zapoješ, kako pač gre. Gospod Emil Veronik, iskrene čestitke za vse vaše uspehe, za vašo pokončno moško držo, bom rekel, do danes 54 let angažmaja na opernem odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor in tudi drugje. To je res izjemen uspeh. Iskrene čestitke, hvala vam, da ste bili naš gost. Upam, da boste tudi v prihodnje še prišli kaj v naš studio. Za konec pa predlagam, da slišiva vaš duet z angleškim tenorjem. V svojem imenu in v imenu zelo številnih oboževalk, oboževalcev, vaših oboževalk, oboževalcev, vam želim še veliko trdnega zdravja in še mnogo uspehov do konca, kolikor vam bo dano. Ja, jaz pa se zahvaljujem televiziji Exodus in vam, voditelju, gospod Frenk, za to povabilo, da smo lahko opravili ta intervju. Mislim, da bo dobro izpadel in želim dosti uspeha televiziji Exodus.
Hvala vam še enkrat in tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost. Ta mère pousse ma main, ta mère pousse ma main, que l'amour s'empare et nous change en ennemis. Oh, crienne sur les pales, Gloria, crienne nous sépare, Gloria, l'on reste à vivre, l'on reste à vivre.